Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Televizijska voditeljica, novinarka, igralka, režiserka in pesnica Valentina Plaskan je gostja tokratne Beletrine v živo. Pogovarjali se bova namreč o njeni prvi pesniški zbirki. Valentina, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni, živjo. Živjo. Poleg tega, da si voditeljica osrednje informativne oddaje, tudi urednica, deluješ na različnih umetniških ustvarjalnih področjih, je prav poezija tisto področje, ki ti omogoča največ svobode izražanja? Zagotovo poezija prinaša nek poseben aspekt v tem informacijsko orientiranem svetu, kjer je vse tako preverljivo, tako točno, eksaktno. Poezija omogoča ravno ta aspekt tega, da gremo mogoče en korak nazaj in vidimo stvari ne iz tistega vrta, kjer je tisti gnil korenček, kjer je vse narobe, ampak nekako, da se dvignemo malo nad in mogoče neke stvari, s katerimi se dnevno tako neposredno soočamo, zelo, kako bi rekla temu, ujeto v nek naš osebni svet, neko osebno legendo, osebno zgodbo in potem nekako morda malce dobimo nek občutek tega, da vendarle stvari so mnogo širše, kot se včasih zdi. Čeprav nam je težko to sprejeti. Da se nekoliko dvignemo nad neko situacijo, recimo temu, dobimo neko novo perspektivo. Ja, dvignemo nad ali pa spustimo noter, ker vedno je pri teh stvareh vprašanje, koliko mi zares sploh se želimo ukvarjati z res stvarmi, ki se dogajajo, ali pa želimo samo neke z distance videti, sprejeti neko. Človeški um je naravnan na tak način, oziroma naši možgani funkcionirajo tako, da vedno radi poenostavljamo stvari, tako smo bili evolucijsko na nek način naravnani in vedno vse skupaj reflektirati je pač težko, logično. Ne moremo dnevno se ukvarjati. Zdaj, tako potem pač sprejmeš neko dikcijo ali paradigmo, ki jo preferira neka morda, mora biti, bi rekla temu, kulturna, politična opcija, ki ti je blizu, in potem se ne trudiš preveč razmišljati oziroma presejati, ampak vendarle se mi zdi ravno preko poezije, umetnosti se vedno znova malce špikne, da se malce vprašamo, a sem res dovolj premislil, a je to res to, a vendarle mora biti pač delam krivico nekomu ali pa samemu sebi, da si ne dopustim videti tega, kar je v svoji celosti. Naslov pesniške zbirke je Stena srca in nekako zdi se mi, da kaže na neko dvojnost, po eni strani na neko ranljivost, ki pa je ovita v nek ovoj, v nek ščit, to steno, kot si sama poimenovala pesniško zbirko. Kako si ti želela sama, da bi komuniciral ta naslov s tvojimi bralci? Stena srca, v bistvu bom kar iskrena, načeloma v svojem poklicu in tem, kar počnem, veliko razmišljam, kako vsaka beseda, ki jo izrečem, vsak naslov, ki ga izberem, vsaka besedna zveza, ki jo na nek način formuliram, vpliva na naše doživljanje stvari, ker vendarle je to nek storytelling, vse, kar počnemo na neki ravni, preverljivi z informacijami in tako naprej, seveda ne na prvo žogo, ampak vendarle tukaj je pa šlo za neko čisto intimno odločitev. Zdelo se mi je, da mora biti stena srca najbolje ponotranje oziroma v besedi tisto neko bistvo vsega, kar se skozi celotno pesniško zbirko, ki na nek način zaobjema moje zadnje pesnitve in tudi tiste, ki so bile že storjene oziroma narejene, ko sem bila morebiti še tam v začetku 20 let. Vendarle je ta neka stena srca, tisto na nek način zelo ranljivo, kar je srce, in kar bi moralo srce z leti postajati, torej vse bolj čuteče. Hkrati mora biti ta grški logos, ki nikoli ni izključeval, grški logos nikoli ni izključeval tega aspekta čutenja. Mi smo vendarle potem ta racio malce zlorabili, pa smo rekli tudi z Descartesom konec koncev, ko se ta dualizem misli in telesa in kaj zunaj, kaj znotraj vpelje, smo vendarle na nek način malce vzeli to iz konteksta, ker Grki tega nikoli niso ločevali. In ta stena srca mora biti, bi jo najlažje povezala celo z grškim logosom, ki govori o tem, da srce, mislim, če to je moja interpretacija tega, srce seveda z leti mora postajati vse bolj mehko, sočutno, toplo, sprejemajoče, hkrati pa to ne izključuje, da tudi naš razum postaja vse bolj oster, razmišljujoč in tisti, ki vleče in potegne meje, in nekako zna razločiti med
plevelom in tistim, kar je vredno, da ubesedimo, da nesemo naprej v svet. No in prav ta dvojnost je tudi prisotna v tvoji prvi pesmi z naslovom Vojne. Nekako pišeš o tem boju, ki ga kot posamezniki bijemo z družbo, z okolico, hkrati pa tudi o nekem notranjem intimnem boju. In v tej pesmi praviš tudi, da je pomembno biti na pravi strani. Ampak kakšna je pravzaprav ta prava stran? Kdo jo sploh postavlja? No, zdaj, če bi to pesem prebrali, ne, zdaj jo preverjamo, ker Prosim. mogoče pa potem še malce razložimo. Ne. Torej, Vojna je naslov, je pa ta prvi del, kot sem že omenila, drugačen kot drugi, ker sem se res zavestno začela morda biti zaradi neke averzije do tega preveč lepo tekočega, vsega prepletajočega se teh besedil, sem začela na način tako zelo sekati stvari, ne. Da so tako eksaktne, da ni tega nekega krancljanja stran od nekega baroka, in tako da mogoče ta prvi del je tak malce oster, ne, in tudi naslov pritiče temu, bom kar prebrala, ne. Torej, naslov te prve pesmi je Vojne. Nastala je ravno med epidemijo koronavirusa. Tako da verjamem, da bo marsikdo našel kakšen namig, oziroma tudi zdaj še, mislim, da ni tako pase. Torej, pomembno je biti na pravi strani, pomembno je kričati v en rog z vsemi enako prepričanimi, še posebej, če ne veš točno, zakaj si prepričan in v koga, za koga verjameš. Pomembno je vztrajati na pravi strani, kimati ob pravi rami, ponujati glavo pravim podplatom in trebiti nohte za tisto malo občutka, da si na pravem bregu, pa čeprav predpražnik za tuje ideje, podporni steber za tiste, ki še sebi verjamejo le preko Twitterja ali Instagrama. Pomembno je biti na neki strani in se pri tem ne pogledati v ogledalo. Pomembno je biti. Super. Hvala, da si prebrala svojo Ja. pesem. Torej, Vedno znova se me dotakne, bom rekla iskreno, ker govori ravno o tem, ne, na nek način, to, kar si prej izpostavila, kaj je tudi meni osebno fascinantno, ne, kako močna je ta želja po polarizaciji, da se mi na nek način ves čas opredeljujemo, da ves čas iščemo posameznike, stvari, kjer ne rabiš razmišljati, ne, in pač rečeš, tako je. To mi je fascinantno. to na nek način predalčkanje. Ja, sama osebno, ne, ko si prepričala, kaj je zdaj prava stran ali obstaja. Meni je to smešno. Mislim, da sem to jasno na nek subtilen način izrazila v tej poeziji, pa mislim, da to počnem tudi preko satire, ne, konec koncev, ki je en tak ventil v mojem resnem življenju sicer, ne, kjer lahko na nek način poveš med vrsticami stvari, ker danes se zdi, da mi lahko opozarjamo na nekakšne korupcije, afere, sumljive bančne račune, sumljive transakcije, nenavadne konstelacije znotraj nekih protokolarnih aspektov posameznikovega obstajanja na neki višji funkciji, ne, na kateri je, ki pač predstavlja državo, ampak vendarle se mi je to tako en dan to rečeš, pa naslednji dan tega že ni, ne. Medtem ko se mi zdi, da ravno satira, poezija, umetnost konec koncev ima neko polje tega, da če stvari na pravi način ubesedimo, zazvenijo v nas, ne. Kot če govorijo o arhetipih, ne. Recimo, pri arhetipih je ena taka zabavna stvar, Evelyn Meese, recimo, zelo veliko, tudi jungovska psihoanalitičarka, zelo veliko o tem govori, pravi, a ne, če jaz rečem tebi, ona se vede pa kot princeska, ne. Midva se ne bova spraševali, kako se ta ženska, takoj nama bo nekje v telesu jasno. In o tem je govoril Jung, ne, da ljudje ne moremo samo preko nekega racionalnega. Ti lahko nekaj prebereš, pa ti je zelo logično, ne razumeš pa v telesu. In dokler ne razumeš v telesu, ne, informacija, ki se ne dotakne mesa telesa, je na način samo govorica in je tam nekaj zunaj in nikoli zares Ne začutimo. A ne? Ja, in na koncu ljudje smo pač bitja čustev, tudi ko gledamo zdaj vse te proteste in tako naprej, vedno se nek sentiment zgodi, ne. Se je neka informacijska, neka faktična zadeva, na koncu je potem nek sentiment, ki poganja stvari, ne. No in ko si ravno čustva omenila, drugi del tvojih pesmi, ki se odmika recimo od nekoliko bolj družbene angažiranosti, nas popelješ tudi na področje ljubezni, na nekoliko bolj intimno področje in tudi tukaj nekako čutiti neko dvojnost. Po eni strani je to čustvo, kot praviš, nekaj, kar nam ponuja popolno izpopolnjenost, hkrati nas pa lahko pahne tudi v neko tesnobo in tu nekje vmes se mi zdi, da se zgodijo tvoje pesmi. Ja, morebiti vendarle na nek način, kako sem vedno dojemala poezijo in zalodevala sem dojemala kot neko absolutno iskrenost.
absolutno iskrenost, pa ne v smislu, da bi zdaj bilo vedno to osebno izpovedno, ampak absolutno iskrenost tudi preko, a ne tudi, ko greš v kožo nekega drugega pripovedovalca, se te dotakne neka zgodba, ki jo želiš v besedi. Tega je veliko v mojih pesmih, niso vse, kar ne, marsikdo potem misli, ja, zdaj piše vse. Ne, jaz veliko razmišljam, se me neka vest, neka zadeva, neka stvar, ki se zgodi, me premakne. In iz te neke pozicije ranljivosti, čutenja, sočutenja, torej empatije, do neke mere lahko nekaj zapišem ali pa se s tem ukvarjam. In torej ni vse, kar je tukaj zapisano iz mojega osebnega življenja, ni se to, se pravi, lahko je zelo čutno, ampak mora biti to samo neka sočutnost, ki jo pa vsi gojimo v sebi, ne. In tudi to bi rada izpostavila, da je velik moment tega, da si kot, da smo odprti, ne samo kot ustvarjalci, kot konec koncev novinarji, umetniki, pač da ves čas pustimo, da nas zgodbe nagovorijo in se z nami pogovarjajo in nam dajo nek ta moment tega, da nas premaknejo, ne, se na koncu, a ne, večkrat se hecamo, zakaj, kako lahko to tisočletje, stoletje tako lepo sekularizirano uspeva stran od neke religije in tako naprej, zato ker na koncu umetnost je tisto, kar nas nagovarja k presežnemu, umetnost. To se mi zdi malce patetično, ampak tako mislim v smislu neke poezije, neke literature, ki neko brezčasnost v besedi, ki se dotakne stvari na tej ravni, o kateri vsi govorimo, ni pa zanjo v nekem normalnem dnevnem diskurzu prostora, da bi se o tem pogovarjali, ne. Hitro pride to na raven nekih oddaj, takih malce pogrošnih, jutranjih, kjer malce rečemo, ja, pa tako je, pa tako ni, in potem se nam vsem zdi, ja, pa valjda ne bomo govorili o čustvih, ker se o tem pač ne govori, ne. Kajti imamo pa vsi potrebo po tem in se mi zdi, da mogoče ravno to pribežališče, ta varen pristan je v nekih takšnih zadevah, ki jemljejo stvari iz konteksta, ampak jih hkrati postavljajo v kontekst, pravi kontekst. Ja, vse to, kar omenjaš, se mi zdi, da je prisotno v tvojih pesmih, tudi v kontekstu iskanja neke svoje lastne pozicije, identitete, ki jo iščeš, in tako v neki družbeni kritiki in na nekem bolj intimnem področju, tudi v spraševanju, kaj je prav, kaj ni prav, kaj komu pritiče. In nenazadnje tudi, kdo nam postavlja meje, kako ti čutiš, vidiš pravzaprav vsa ta različna področja, ki jih združuješ? Kaj misliš, kdo nam postavlja meje ali to, kaj je tisto, kar lahko, pa kar ne bi smeli? Tako, nekako to iskanje neke pozicije znotraj družbe tudi nenazadnje. Ja, jaz mogoče sem se v svojem življenju veliko ukvarjala s tem, da sem bila vedno preveč za marsikateri kontekst, ne. Posamezniki, vse, kar sem na svoji koži izkusila, je to, da je vedno ta aspekt prisoten, da če si nekaj, potem pa ne moreš biti nekaj drugega, ne. Odloči se že, kaj zdaj si, kaj zdaj nisi. Jaz sem bila, hvala Bogu, sem bila tako vzgojena, pa moji so zelo naravoslovci, ne, moji starši, nihče ni bil tako. To, da sem jaz izbrala neko pot, ki jo sama kujem, ki jo sama hodim, je vendarle svojevrsten pogum, če gledam nek svoj izhodiščni kontekst, ne, ker ni tisti osnovni jaz, zdaj bom pa študirala medicino, pa bom nekaj. Vedno sem o stvarih razmišljala na način, kaj me dela živo, kje se moja radovednost krepi, ne ugaša in s čim lahko nekaj dam ljudem, ne. Ker se mi zdi, da mogoče se premalo zavedamo, da ravno s tem, da včasih kar počnejo avtorji širom sveta, pa jaz se nočem zdaj pretenciozno označiti, da vmes ne vem, kaj prinesem ljudem, ampak vendarle upam, da bom. Nekateri ljudje so to že rekli, ko smo brali na kakšnih festivalih in tako naprej tudi mojo poezijo, ampak vendarle, da daš nek prostor za refleksijo. In če enemu človeku morebiti omogočim, da razmišlja nekaj drugega, da se prevpraša o nekih samoumevnih rečeh, bom v bistvu kar vesela, no. In jaz vedno sem zagovarjala, da v življenju je mogoče bolje kot paradigmo, ali smo ali, da smo pač in, ne. Zakaj ne moreš biti kreativna, ustvarjalna in tako naprej, pa tudi resna in ambiciozna? Zakaj bi bilo to izključeno? A pa tudi dobra mati, konec koncev, ne. Zdaj tudi, ne, prebiraš kakšne očitke, da mogoče nisi nič naredil za feministično misel. Jaz pa mislim, da je spet to neka uzurpacija diskurza, ne, ki se zgodi hitro, ko se posamezniki čutijo na neki poziciji poklicani, da rečejo, ne, to je pa zdaj tako in tako in tako. Danes mislim, se zavedamo, kaj je
celoten feminizem in 8. marec, ki ga jaz zelo spoštujem, v tem, kar je storil za ženske tekom zgodovine, ampak vendarle mislim, da rabi vsaka od teh nekih paradigem refleksijo. No, kot mi vsakeč znova rabimo. Ne? Sej nismo zdaj sem pa to, zaposlil sem se, mogoče so naši starši to paradigmo na nek subtilni način kupili, mi pa ne kupimo več. Povprečen človek danes zamenja okoli 6 poklicev v svojem življenju, tako da jaz mislim, da je potrebno to poklicanost vedno znova preopraševati in da ne sme biti samoumevna. In na nek način mogoče je tudi to prisotno vsem, kar počnem. Ja, na nek način si puščaš neko svobodo. A ne? In, Če je to svoboda, jaz temu rečem neka temeljna, mora biti, lahko rečemo temu svoboda, ampak vendarle je to tudi temeljna neka prostost bivanja, ne? Kakorkoli že. Zakaj bi, če niso ravno vojne razmere, ker je logično, da sprejmeš tisto, kar ti je v vojnih razmerah, ne, je zelo fokusno. Ne? Vendarle smo široki in na tak način s tem, ko raziskujemo vse dele sebe, ko si dopuščamo, da živimo vse dele sebe, lahko tudi družbi in vsemu temu, kar počnemo, damo neko dodano vrednost. Ker če smo enaki kot vsi, kaj bomo dali temu svetu, kaj bomo dali drugemu? To je moje iskreno vprašanje. No, tukaj znotraj verjamem, da je veliko tudi hrepenenja, tako da mogoče bi prebrala. More biti, ja, evo, in ta pesem, ne, oziroma ne, tle imamo jaz in moja žalost. Lahko tudi tisto, če želiš. Ja, ne vem, vse hrepenenje. Hrepenenje mi je pa zelo všeč, sem tudi uglasbila in jo bom verjetno tudi, ko bomo imeli literarni večer, zaigrala. Ta je z ritmom je narejena, ampak ne bom pela. In ta je taka, točno to, o čemer smo govorili. Ne. Se je obe sta na nek način, ampak ta hrepenenje je tudi že malo se je postarala, ampak je lepa. Vse hrepenenje z leti se ne zmanjša. Ne. Torej, hrepenenje. Mar je hrepenenje res bolj hrepeneče, če mu dam ime? Če ga kličem zeleni čaj, slava, avto, kupleraj. Mar z odmikom od prapočetka res izgubljamo vezi in zato življenje na koncu z drevesa le odpade, ker na nitki eni sami obvisi. Ali pa da hrepenenje po življenju let ne šteje. Bolj kot hrepenim, bolj gorim, bolj ugašam, bolj bežim, samo sebe v nočeh lovim. Skozi zamrežene rešetke zadimljene mladosti pogled usmerjam v noč. Pokrajina se menja, svet je enak. Hrepeneč po hrepeneti zaprem oči. To je svoboda. No, pa smo spet pri svobodi. Hvala, da si prebrala svojo pesem. So se vrnili nazaj, ne? Pesniška zbirka nima klasične spremne besede, kot smo jo navajeni, ampak sta z pesnico Gloriano Veber zapisali nekakšen spremni pogovor. In če dovoliš, bi prebrala en stavek, ki ga zapiše Gloriana. Nekako tako zapiše v tvojih pesmih. Pesmi stečejo skozi bralca kot reka, ki jo razburka nevihta, da poplavi in prinese na obrežje, kar je ležalo zakritega na njenem dnu. Wow. Že pozabila, kaj je, ampak ja, lepo je. Ja. Zelo lepo. Na nek način res, kako smo govorili, razkrivaš ta človeška protislovja, boje, notranje, zunanje, hkrati pa brez neke sodbe, pa tudi brez razumevanja. Nekako puščaš, da se nas pesmi res dotaknejo in verjamem, da se nas, oziroma da se bodo marsikoga dotaknile na tudi... Mogoče mi je to zanimivo, kar si rekla, ne, brez sodbe. Ne. Jaz sem mogoče res alergična, ko mi skuša nekdo preko nekega umetniškega dela usiliti neko sodbo, ne, poučevati. Pa ne bom rekla, da to ni čisto ustrezno, če rečemo, to je zdaj neke vrste, da točno vemo, katero smer gre, ampak v nekem takem, jaz si želim, da mi umetnost sama z nekimi protislovi spodbudi mojo naravno inteligenco in rečem, tako je, seveda je tako, mislim. Halo, ne pa te meče, veš, tako je. Ne? Da te ne podučuje. A ne? Veliko tega podučevanja imamo vsakodnevno v številnih zadevah, ki na nek način krojijo naš vsakdan in ja, ravno zato. In še to bi rekla, no, morda Gloriano res spoštujem, jaz v bistvu iz istega kraja izhajava iz Polzele in tako je zanimivo, no, se nismo tam spoznali, pa so se potem v Ljubljani in na nek način se tako iskala ena taka povezava in tudi ko govoriva, razmišljava, smo si zelo blizu glede te umetniške misli in kako mi dojemava poezijo in nasploh način, kako bi morala umetnost se dotikati sveta, v katerem eksistira, iz katerega črpa navdih.
No, verjamem, da potem tudi bereš njeno poezijo. Tako je. Ja. Imaš še kakšne druge priljubljene avtorje? Kako si bralka poezije? Sem bralka poezije, ogromno poezije sem prebrala, zdaj sploh ne vem, kje začnem, kje ne začnem, koga citiram, česa ne citiram. Vedno znova se mi dotakne Fernando Pessoa. To mi je res, mislim, ne vem, zanimivo, tako ljub mi je, pa da ne znam nobene njegove pesmi na pamet, morala bi jo prebrati, ker mi je res pesmi iz leta 33, ko spregovorijo s tabo, kot da so rojene danes, to mi je fascinantno. Pa ta cela njegova, pustimo, kaj je moralo biti v ozadju, saj vemo, da je imel močne psihične neke, pa da je zažgal svoje delo in tako naprej, ampak Fernando Pessoa mi je izjemen pesnik, iskreno. Federico Garcia Lorca, denimo, to je taka malce klasična. Potem so kakšne stvari, ki vztrajajo z mano, kakšni verzi, ki se zasidrajo v moje možgane, recimo. Denimo, tudi Boris A. Novak, ko prečkaš mejo in ne zbrišeš, še močnejša bo krojila tvoj korak kot dvom. Zemljevid ni privid, zato govori tiše. Onstraj vseh meja, so tvoje ustnice moj dom, tam je ta iz te pesmi, pozabila sem, ko je točno naslov. Ja, Meje, mislim, da je naslov. Tam je čudovita. So neke pesmi, ki vztrajajo. So še bolj take domovinsko, narodno prebude pesmi, da nimo Soča, ta je čudovita, to si vedno znova zapomnim, prikličemo spomin, pa Prešernova in tako naprej. Ampak od novejših sem pa tako, bom rekla, zelo odprta, veliko berem, veliko preberam. Težko bi se opredelila, kaj me najbolj pritegne. Ampak če pomisliš, kaj pa je tisto, kar se te dotakne? Je to neka lepota, neka brezčasnost, nekaj presežnega mogoče? Recimo, če bi rekla, katera je moja contemporary najljubša avtorica, če rečem intimno, zelo intimno, je Anne Sexton, Čeprav imamo danes še mnoge druge, ampak Anne Sexton pri meni ostaja v tem nekem, mora biti, bi rekla, pravem feminizmu, ko že toliko preuprašujemo to komponento. V smislu tega, da je bila ženska, ki je v času, ki ni dovoljeval na nek način, tako kot danes, je to povsem normalno, da ženska živi svobodno, diha, si vzame neke stvari, ki se ji zdi, da ji pritičejo, vendarle je bilo veliko depresije v njeni poeziji, na koncu se je pač storila samomor, s tem, da se je pač ubila v avtu in tako naprej, ker je zagotovo tragično, ampak vendarle skozi celo poezijo seva ta želja, če bi pa jaz lahko bila svobodna. Pa saj ne vemo, kaj bi bilo, ampak vidiš tisti moment tega, da je mnogo tistih trenutkov, kaj pa če, in nekega ptiča ujetega v kletki, ki želi zaplapolati, pa ne more in potem se odloči. Se pač odloči za neko varianto, ki je edina, nek način dostopna. In recimo, tukaj bi rekla, da je Anne Sexton, ker moja najljubša, se pravi nek paket protislovij. Rada imam protislovja, ker me motijo ljudje, ki so preveč prepričani. Motijo, to sem zdaj tako povedala, ampak če me kakšna stvar v življenju moti, so to ljudje, ki so preveč prepričani, da imajo prav. Jaz več vem, več sem prebrala, več sem se naučila. Spomnim se, ko sem začela študija, sem bila zelo željna, da povem vse tujke in vse na pamet, potem pa sem začela ugotavljati, pa saj to ni point, Potem se lahko pogovarjam z enako prepričanimi, kjer si kimamo, enakim parolam svetovnega reda in kar je tudi ena izmed, mislim, da zadev, ki jo omenim tako, in smo, res je tako, pa saj ni to point. Point je, da mi z neko diskusijo, z neko fluidno komunikacijo gradimo diskurs. In samo tako lahko zares na nek način drugemu nekaj damo. In si odpiramo obzorja. In si odpiramo obzorja, ne pa si jih krčimo. Kaj pa drugega? Tvoje pesmi se zdi, da zaobsegajo kar široko ustvarjalno obdobje. Nekatere, kot si omenila, so novejšega časa, iz časa korone, pa verjetno še kasneje. Nekatere se pa dotikajo tudi zgodnejših let ustvarjanja. Tako nekako, tam nekje, tako 10-letno obdobje je zaobjeto. Prvo je zelo novo, pa sem se veliko spraševala, sploh da tisti del, tisti malce bolj, pa sej ni slab, ne mislim, da je slab, ampak je drugačen je, Jaz recimo danes sem, ravno mogoče zaradi tega, ker sem šla skozi vso to genezo svojo, kjer smo bili vsi pametni, pa kako je, ko moraš tekmovati, da še nekaj bolj, pa ne vem kaj, da ni bistvo zares kaj poveš, ampak kako boš, tega je veliko, se verjetno tudi sama se zavedaš v nekem tem
bom rekel, nedorečenem svetu, kjer je včasih forma pomembnejša od tega, kar je na koncu nek pravi doprinos svetu in drugemu. Ne? In morebiti sem začela iz tega neke te averzije, da to vrstnih stvari tako krčiti potem in biti eksaktna beseda, stran še vejice, stran vse, ker nisem več mogla gledati in spremljati in razumeti vsega, kar je malce baročno. No? Ampak dejansko, ko pogledam neke pesmi, tiste, ki sem jih obdržala, stojim za njimi, ne? Stojim za njimi v tisti obliki, kot sem jo bila takrat zmožna sprovesti. Ne? Zdaj pa tudi danes se mi zdi, se me dotakne, nisem pa to, bi rekla, sem pa zrasla v smislu nekega lastnega razvoja. Ne je to zdaj več ali manj. Saj rasti nikoli ne pomeni, da si zdaj, če zrasteš, je pa to več ali boljše, ampak samo neko drugo smer nekako ukrepiti rast tega, kar je prisotno v tebi. Velikokrat rečemo, oziroma radi rečemo in slišimo, da umetnost spreminja, da ima moč nekaj spremeniti. V čem ti vidiš največjo moč poezije? Mora biti ravno v tem, kar sem omenila že prej. Ne? Na nek način pri poeziji lahko ti v 4 vrsticah objaviš, oziroma v poeziji lahko v 4 vrsticah ubesediš protislovje, ne? Na nek način, ki ves čas eksistira. Ne? Denimo ravno to, ne biti na pravi strani, ne kričati v en rok, ne, ampak se ob tem pogledati v ogledalo. Vse samo to je point. Mislim, zakaj to iskanje prave strani, opredeljevanja, smo zdaj to ali nismo to, ali smo ono, ali smo tretje. Mislim, vse nam je na neki ravni, ko se racionalno pogledamo, jasno, ampak veliko ljudi, ko v nekem navajenem bivanju zapade, reče, ja, tako pač je. Pa je res tako, ali ne moremo vendarle preoprašati tega, zakaj pa je nujno tako, zakaj pa ne je bilo tudi drugače, zakaj se ne je mogel opredeliti, pa jaz nisem na tej ali pa tej strani, jaz sem neko svojo zgodbo, jaz verjamem, da je ta aspekt iz te strani pravilen, strani, kakorkoli, ne želim, zavestno se izogibam nekim paradigmatskim oziroma nekim, kako bi rekla, ideološkim besedam, kakšne leve, desne, ker mi je neumno, ker mi je res neumno, ker se pač mi zdi, da danes, ko se pogovarjamo o tem, jaz razumem, da neki ljudje, ki so eksistirali v nekem prejšnjem obdobju, imajo potrebo po tem čuvanju, ne vem, neke svoje osebne, kako bi rekla, zgodbe, ki jo peljejo, ampak mlajši ljudje, vse jaz, gledam pri sebi, meni je pa to bizarno, ne? Ampak vendarle, če je na neki strani nekaj pravilno, pa če je na drugi strani nekaj pravilno, pa zakaj ne moramo vzeti stvari, za katere čutim, da so take, da bo naredile svet boljši, da bodo doprinesle, zakaj tega ne moramo bojega vzeti in narediti iz tega nekega konglomerata, zakaj moramo to ločevati in se obnašati, da je to nekaj, ne, samo če je na te, mislim, da vsak, ki je malce razmišljaš, sebe začuti nek občutek nelagodja, ko preveč prikima nečemu samo zato, ker ve, da bo v družbi ali pa delu družbe, v katerem on rad eksistira, to fajn. Samo to. Resnica je verjetno nekje vmes, ne? Težko bi si drznila, da bi tako pametno rekla, kje je resnica, ampak zagotovo ni na eni ali pa na drugi strani. Zagotovo je nekje na nekem presečišču logičnega in tistega, kar nekaj čutimo pri sebi, ko je nekaj resno. Jaz mislim, da še nismo ravno mentalno moteni ali pa čustveno zelo poškodovani. Mislim, da čutimo, da je nekaj resnica, pa da je nekaj malce preoprašljivo, no, kako bi rekla. Vredno preopraševanja. In naj bo tudi to najina zaključna misel. Valentina, hvala za pogovor. Hvala, Nina. Želim ti še veliko ustvarjalnosti pri vsem, kar počneš. Hvala. Vam pa hvala, če ste nas spremljali. Beletrina v živo.